razlagal profesor Beleta, dopolnim še z nekaterih ustavno-pravnih vidikov, pa še z nekaterih vidikov, ki se jih ni dotaknil, ki se pa tudi tičejo pravzaprav ustavno-sodne presoje. Večkrat sem že povedal in zdaj ponavljam, da ima tako sodba prvostopnega sodišča, kot tudi sodba drugostopnega sodišča več očitnih pravnih pomanjkljivosti, ki so tako hude, da lahko govorimo tudi o pravno napačni sodbi na obeh ravneh. Prvi in osrednji očitek je tak, ki ga je zelo natančno obrazložil tudi profesor Bele in ki sem ga sam tudi že od vsega začetka večkrat jedrnato povedal v enem stavku. Prvo obtoženi je obsojen zaradi očitka kaznivega dejanja, ki ga v zakonu ni. Gre za obsodbo kaznivega dejanja, ki ga v zakonu ni. Zakon ne opredeljuje to, zaradi katerega naj bi bil prvoobtoženi Janez Janša obsojen. In to je seveda tolikšna pomanjkljivost, da bi bilo zaradi zmotne uporabe materialnega prava treba sodbo spremeniti in izreči oprostilno sodbo. V zakonu je tudi zelo nedoločen pojem uradnega dejanja. Sodišče samo na nekem mestu govori, da gre za odprt pojem v zakonu, s tem pa seveda izrazito posega v načelo, ki smo ga tudi že slišali, v načelo zakonitosti, ki se uporabljajo v kazenskem postopku in ki je povzdignjeno na raven ustavnega načela v 28. členu Ustave in v 7. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah. Zdaj, Ustavno sodišče je o tem opravilo tudi o razlagi načela zakonitosti bistveno analizo v odločbi UN 335/02, kjer razčlenjuje 28. člen Ustave. Za nas je v tem pogledu pomembna naslednja definicija. Ta člen pomeni prepoved določanja kaznivih dejanj in kazni s pomočjo praznih, nedoločljivih ali nejasnih pojmov. Pazite, višje sodišče samo pravi, da je ta pojem nejasen. Višje sodišče v opredelitvi pojma uradno dejanje trdi, da gre za odprt pojem, za vsebinsko odprt pojem. Vendar je ta pojem vsebovan v zakonskem besedilu 269. in 269a člena. In glede na gornjo razlago Ustavnega sodišča ne sme biti nedoločen ali nejasen. Zato je seveda ta člen tudi v neskladju z 28. členom Ustave. Zato bi bilo smiselno v tem pogledu pritožbe pritožnikov dopolniti tudi s pobudo za presojo ustavnosti tega člena in potem sta tu dve možnosti. Ustavno sodišče lahko poda ustavno skladno razlago za uporabo tega člena. In ta člen ohrani v veljavi, vendar ustavno skladna veljava tega člena seveda ne more biti v skladu s tem, kar je povedalo višje sodišče, kar pomeni, da bi bilo potem to avtomatsko razlog za razveljavitev sodbe višjega sodišča. Ukolikor pa pride do razveljavitve tega člena, je pa seveda tudi treba potem sodbo višjega sodišča razveljaviti. Zato je po mojem prepričanju tu glede te podrobnosti tudi ta detajl ustavno pravno dokaj jasno določen.
Ponovno se vračam na to, da poleg tega, kar sem povedal, to je zdaj drugo, da kaj ti šibkosti več. To, kar sem zdaj omenil, je ena pomanjkljivost. Druga pomanjkljivost je ta, ki je tudi profesor Belev opredelil kot ključno, da v izreku kaznivega dejanja dejanje ni opredeljeno in določeno. Da se deloma to skuša nadomestiti z obrazložitvijo, ampak tudi to samo deloma. In da v opisu tega kaznivega dejanja ni mogoče na konkretiziran način zaslediti Janeza Janše. To je spet tako huda pomanjkljivost, manjka namreč tema probandi. Kaj je sploh treba dokazovati, da je to razlog za takojšnjo oprostilno sodbo. Predmet dokazovanja seveda zaradi pomanjkljivega opisa ni določen. Manjka tema probandi. To, ponavljam, to ni problem indične sodbe in problem indičnosti. To je predtem samostojen problem. Samostojen in en ključnih razlogov za razveljavitev sodbe. Ker pa v tej sodbi mrgoli pravnih defektov, vseeno naštejem še naprej na problematičnost uporabe indične sodbe v tem primeru tudi opozoril profesor Belen, s tem se lahko samo strinjam. Sam bi dodal samo to, da je lahko indična sodba seveda lahko zelo, zelo krivična. Z eno tako zelo krivično indično sodbo sem se imel sam priliko seznaniti med mandatom ministra za pravosodje. Takrat je prišlo do oprostitve krivične indične sodbe po mnogih letih obdolženemu in tudi obsojenemu, ki je dolgo vrsto let preživel v zaporu in je bil potem naknadno na podlagi izrednih pravnih sredstev spoznan za popolnoma nedolžnega. Indična sodba je padla, to je bil primer Martina Uhrnika, sam sem se javno opravičil takrat v imenu države kot minister za pravosodje. Sem sprejel takrat Martina Uhrnika, kasneje tudi upravičeno uveljavil tudi odškodnino od strani države za Prestano Gorje, vendar je seveda tista odškodnina ni mogla nadomestiti Gorja, ki je prestal on sam in vsa njegova družina zaradi krivične indične sodbe. Zato je treba biti pri indičnih sodbah zelo previden. K vsemu temu pa naj zdaj dodam še dvoje. Ta sodba postavlja na glavo tudi vse ustaljene kazensko-pravne standarde sojenja v kazensko-pravnih zadevah. Tu mislim predvsem na dve zadeve. Prva zadeva je ta, da si je Ustavno sodišče seveda dosledno in dolgo časa prizadevalo za vzpostavitev standardov, pod katerimi je mogoče dovoliti kot ustavno dopusten vstop v zasebnost stanovanja in vstop v zasebnost, v svobodo komunikacij. To so pravice iz 36. in 37. člena Ustave. Vendar finsko gradivo, ki je bilo predloženo, je gradivo, ki je bilo predloženo na način, ki je v nasprotju z našo Ustavo. In zato bo ta preizkus potreba opraviti po mojem prepričanju minimalni standardi, ki naj zavarujejo posameznika pred vstopom policije v njegovo stanovanje in v njegovo komunikacijsko zasebnost. V danem primeru na Finski niso bili spoštovani in jih zaradi tega tudi ni mogoče sprejeti kot ustavno dopustne v našem primeru. Poleg tega je pa tu še nekaj.
dodatno k temu, kar sem povedal, tu gre spet za poseg v komunikacijsko zasebnost, ki pa ga je dovolil slovenski zakon o elektronskih komunikacijah, ki je bil sprejet na podlagi direktive Evropskega sveta leta 2006. Vendar je to direktivo sodišče Evropske unije pred kratkim, pred mesecem, ni tako rekoč, 8. aprila, izreklo za neveljavno. Zakon o elektronskih komunikacijah, ki je bil sprejet na podlagi te direktive, pa je že predčasno napadal tudi informacijski pooblaščenec na Ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je odločanje odložilo do izreka sodbe Evropskega sodišča. Ker se zdaj nekaj tudi Evropsko sodišče opredelilo, je seveda treba pričakovati tudi sorazmerno hitro odločitev Ustavnega sodišča v tej zadevi in tudi ustrezne posledice, seveda tudi na konkretni sodni primer v zadevi Patria. Tako da, kaj ne rečem, s tem ne zaključim, očitnih kršitev temeljih človekovih in svoboščin, zagotovljenih tako s slovensko ustavo, kot tudi z mednarodno pravnimi dokumenti, z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in s temeljno listino Evropske unije, je toliko, da ta sodba ne more vzdržati in ne bo mogla obstati v veljavi.